No. Živijo, sva Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV in danes se bo za vas spravila na teren, da preveriva hitrost 5G omrežja tukaj v Sloveniji in sicer na obstoječi infrastrukturi, ki jo je postavil Telekom Slovenije. Tako da boste dobili malo feelinga, koliko je to hitra stvar in kaj lahko pričakujete od 5G omrežja tukaj pri nas konkretno. Če imate seveda telefon, ki ga podpira. Tako da, če vam bo ta video všeč, prosva, da ga všečkate, se naročite na najin YouTube kanal, seveda, in pa da nam spremljate na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa TikToku. Preden pa greva ven, pa sam na hitro, kakšna je zgodovina 5G-ja pri nas in pa midva pričakujeva, da bo test sploh pokazal. Slovenci, kar se tehnologije tiče, sploh nismo zaostali narod, gledajte, kaj delamo na področju Bitcoina. Dobri smo. Orjemo ledino v svetovnem smislu. Smo pa malo zadnji, kar se tiče 5G omrežij. Komercialnih 5G omrežij, da smo bolj natančni. Pri tem smo eni izmed zadnjih v Evropi, ki imamo vsaj enega postavljenega, drugi jih imajo tudi po več že. Res je, to, da je vmes prišla korona, mogoče pomagali, da se je malo upočasnilo vse skupaj, tudi finančna infrastruktura je mogoče malo slabša zaradi tega, ampak vseeno je Telekom sredi poletja oznanil, da bo naredil prvo slovensko 5G komercialno omrežje na 150 baznih postajah. To bi pokrilo tam okoli 25% prebivalstva, do konca leta 2020 je pa to se povzpelo baje na 33%. To je že kar lepa cifra. Druga večja operaterja sicer, to se pravi A1 in Telemach, pa konkretnih novic glede širjenja javno dostopnega omrežja še nista dala. Sta pa konc leta 2019 že testirala tudi ona dva 5G omrežje na svojih testnih postajah. Da gremo zdaj nazaj na Telekom. Na njihovo veliko srečo je šlo v bistvu samo za nadgradnjo že obstoječega omrežja. Tako da mu ni bilo treba niti novih frekvenc zakupiti. Ko smo že pri novih frekvencah, te nove frekvence bo sicer Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, skrajšano AKOS, na javni dražbi začela podeljevati v začetku tega leta, kar naj bi posledično pomenil tudi povišanje hitrosti 5G omrežja v prihodnosti in upajmo, da tudi čim širše javno dostopno 5G omrežje. Če smo konkretni, Telekom je 5G omrežje vzpostavil na spektru 2600 MHz, so pa priznali, da bi bilo potrebno dokupiti še nove frekvence za boljše delovanje. Prav tako pa bo treba posodobiti sploh jedrno omrežje, ki ga imajo, da bodo lahko prignali tehnologijo do polnega potenciala 5G-ja. In ko smo že pri posodobitvah, Telekom Slovenija napoveduje, da boste v naslednjih letih bili še dve večji fazi razvoja 5G omrežja, kjer bodo mogli posodobiti celotno verigo omrežij. Če tega ne bi storili, bi bila pridobitev hitrosti v primerjavi z LTE 4G omrežji samo okoli 20%, kar je pa zelo daleč od polnega potenciala 5G. Ja, bistveno višji je dejansko. 5G se sicer vklaplja dinamično, ker na istem 2600 MHz frekvenčnem pasu še naprej obratuje tudi LTE oziroma 4G omrežje in lahko bazne postaje preklapljajo med eno in drugo tehnologijo, to se pravi izmenično. Sta pa obe hkrati v luftu. Kot sem omenila že prej, večina obstoječe strojne opreme je bila že pripravljena za preklop na 5G omrežje, posodobiti je bilo treba sam še programsko opremo. Res pa je, da so bile za tako nadgradnjo primerne samo tiste bazne postaje, ki so bile postavljene po letu 2015 in še to samo od proizvajalca Ericssona, saj to kakor midva veva. Opremo drugih dobaviteljev je bilo treba postavljati jovo na novo iz nič. No, do zdaj so sicer pokrili večje kraje in pa neka turistična območja, kateri predeli so točno pokriti, lahko pogledate na uradni spletni strani od Telekoma, kjer imajo to mapo. Če bo mi da najde tudi kakšno sliko, bo dala tudi tukaj v video. 5G omrežje Telekoma Slovenije je sicer postalo komercialno na voljo konec septembra, tam v začetku oktobra, ko so po testiranjih na mobilnikih, ki so jih imeli, da podpirajo tudi 5G omrežje, prilagodili programsko opremo zanje. Za uporabo 5G omrežja tako zdaj potrebujete s tem omrežjem kompatibilen telefon, ene par sva jih tudi že omenila. Pri Telekomu imate tudi paket Naj 5G ali pa opcijo 5G,
za vse naročnike pač na drugih paketih, ki nimajo tega naj 5G paketa, je ta opcija. Ja. Ta je bila sicer do konca 2020 brezplačna, zdaj jo morate pa doplačati. Mi da se pa na srečo posnela ta test konc 2020, tako da se še ujela. Če hočete to opcijo vključiti tudi vi, morate sicer na cifro 1918 poslati SMS s ključno besedo 5G. Drugače vas bo pa paket naj 5G na mesec prišel 28,99 evra, prinaša pa hitrosti 450/100 megabitov na sekundo, ima za kar 300 gigabajtov vključenega prenosa podatkov, kar je ogromen, in pazite to, od tega jih lahko kar 14 gigabajtov uporabite v tujini. Ja, vključuje pa še valjda neomejene pogovore in pa neomejene SMS-e. No, če se sprašujete, kateri od znanih telefonov podpirajo 5G omrežje, to so recimo od Samsunga S20 Ultra, Note 20 Ultra, Z Flip, Z Fold 2, Ja. pa imate od Xiaomija Pocophone F2 Pro, od Huawei P40 in P40 Pro, so tudi drugi telefoni, recimo vsi iPhoni 12 linije podpirajo 5G omrežje, pa še kakšen bi se najdel, sploh v letu 2021, mogoče v drugi polovici leta, bodo verjetno tudi v srednjem pa nižjem cenovnem rangu prihajali telefoni ven, ki bodo 5G omrežje podpirali. Telekom je sicer na svoji uradni predstavitvi zatrdil, da so njihovi testi pokazali, da njihovo omrežje dosega hitrosti nekaj čez 500/50 megabitov na sekundo, kar je že veliko, ampak ki še zmeri daleč od obljubljenih 10 gigabitov na sekundo, kolikor ne bi bilo pri polni zmogljivosti omrežja. Te trditve so zdaj tudi intenzivno preverjala v najinih testih. Veva oziroma zavedava pa se, da je končna hitrost odvisna od več dejavnikov. Seveda, naprimer, koliko ste blizu oddajniku, če bo mogel signal recimo prepotovati skozi kakšno prepreko, recimo drevesa ali pa celo drugi ljudje. Vse to ga namreč zna oslabiti. To si lahko tudi pogledate v najinem videu v 5G omrežju na najinem kanalu, priporočava toplo. Odvisno je pa tudi, katera tehnologija 5G se uporablja. Ja, če je širok band, širokopasovna, Ja. in pa millimeter wave, to sva razložila tudi v prvem videu o 5G-ju, ki je sicer pač zelo na začetku najnih videov, pa tudi tako, da upam, da se video izboljšajo v najnih videih, ampak še vsega pogledajte. Poglejte ga. Komaj čakala pa tudi, da vam zdaj pokažejo, kakšne hitrosti sva doživela z iPhoneom 12 Pro, ki sva ga uporabila za testiranje 5G omrežja, in če je 5G dejansko ful boljši od 4G-ja, ampak tudi če ni neki zelo hitrejši od LTE-ja, ima že zdaj skoraj za tretjino ali polovico skrajšano latenco oziroma zakasnitev oziroma ping od LTE-ja, in to pomeni ogromen. Sploh, če kdaj hočemo imeti avtoceste z prevoznimi pametnimi avtomobili, ker bo kratka latenca lahko pomenila razliko med super udobno vožnjo in pa smrtmi, na srečo smrtmi. To pa nočemo. Stop it! No, I mean, come on, seriously. Na srečo nama je en kolega, ki je naročnik pri Telekomu, priskočil na pomoč, hvala mu, in nama je posodil svoj iPhone 12 Pro za test, tako da sva ga lahko upravila kar tukaj v domačem Kranju. Tako da, Davor, si pripravljen? Ja, itak, dajmo. Preden sploh poveva vse te rezultate, moramo najprej par stvari pojasniti. Snemala sva na 3 različnih krajih po Kranju, in sicer pred Telekomovo poslovalnico zraven gimnazije Kranj, pod bazno postajo pri hotelu Krajina in pa na Semenskem trgu, ki je tudi lep pogled na bazno postajo imel, tako da so v bistvu naredila en malo večji trikotnik. Na vsaki lokaciji smo naredila po minimalno 3 teste za 5G omrežje in 3 teste za LTE 4G omrežje, torej skupaj več kot 18 testov, ker so vmes tudi preklapljala strežnike in probali dobiti čim bolj celovite rezultate in čim boljše rezultate, da vidimo, kakšna je res razlika. Ob tem še dodava, da zraven band postaje pod Krajino praktično niso imela nobenih ovir, ki bi motile signal, tako da so rezultati, mislim, da lahko kar rečeva samozavestno, kar to sliči. Ja, ker so tudi veliko testov naredila. Uporabila so sicer, tako kot sva že omenila, nov iPhone 12 Pro in pa aplikacijo Speed Test od Ukle, ki je, mislim, da najbolj popularna aplikacija za to vrsto testov. Kakšni so pa rezultati, Andraž? Ja, po črto lahko rečem, da kar presenetljivi. Za 5G sva nekako mislila, da bo najvišja hitrost downloadanja, to se pravi, če nalagate dol, tam recimo od 170 do največ 200 megabitov na sekundo. Ja, za uploadanje, recimo, ko gor nalagate, pa tako do 50 megabitov na sekundo. No, izkazalo se je, da je bila najvišja izmerjena hitrost downloadanja
ker 365 megabitov na sekundo. To je ful presenetljivo. Hitrost uploadanja pa tam do 97 megabitov na sekundo, kar sploh ni šlo in ni daleč od tega, kar je tudi Telekom sam trdil. Valjda pa ni bilo na vseh testih. Tako v povprečju je bila hitrost downloadanja okoli 273 megabitov na sekundo in uploadanja 79 megabitov na sekundo pri teh 18 testih. Moram pa še povedati, da so bile hitrosti sicer kar dosti konstantne, sploh pri uploadanju. Downloadanje je pa majčkeno šlo gor pa dol, ampak so zadnji testi malo dvignili tudi povprečje. Ok, Davor, kaj pa LTE? A je razlika med LTE-jem in 5G-jem? Ok, isto pri teh testih povprečje downloadanja pri LTE-ju je bilo 143 megabitov na sekundo, uploadanja pa 42 megabitov na sekundo, tako da se vidijo razlike med 5G-jem in 4G-jem že tukaj. Pri LTE-ju sicer je tudi največja cifra za downloadanje, največja hitrost je bila tudi čez 200 megabitov na sekundo, to so bila, mislim, da še najbolj presenečena od vsega. Res, ja. Najnižje so bile pa itak tudi pod 100 megabitov, kar je običajno. Ja. Seveda so tukaj tudi pripeti rezultati, vsaj večino rezultatov, da si malo bolj predstavljate. In kot vidite, tudi pri uploadanju se dejansko vidi razlika med 5G-jem in LTE-jem in to kar opazna. Rezultati še enkrat so bili presenetljivi, si upam trditi za oba. Res je, da so bila dosti blizu bazne postaje, ampak še zmeraj nad hitrostjo so bila oba dva presenečena. Tega res nisem pričakovala. Maybe bi tukaj lahko povedala, da je sicer možno, da so za boljše rezultate od pričakovanih odgovorni tudi novi Qualcommovi modemi v novih iPhonih, za razliko od starih Intelovih, ampak še zmeraj misliva, da to ne prevaga toliko zlo, da bi lahko nekako bistveno vplivali na teste, da bi bilo relevantno. Zdaj, Davor, mene zanimajo še tvoje zaključne misli. Se 5G trenutno splača za enega povprečnega uporabnika, da ne zakupi nov paket ali pa vklop opcijo, ja ali pa ne? Jaz bi rekel ja. Višje hitrosti so bile od tistih, ki so jih pričakovala. To je pač čista resnica. Mislim pa, da to ni sam po sebi dosti dober razlog, da zdaj to minuto letite pa kupite telefon samo zaradi tega, ker ima 5G pa višje hitrosti. Ker ni še vseeno to toliko izboljšaje, pa ne vem, če boste to sploh to razliko občutili. Realno, to je sicer dobro za vse. Hitrosti so višje, tako kot si sam rekel, ampak LTE je bil v teh 7 do 8 letih toliko izpopolnjen, da lahko z njegovo hitrostjo za svoje potrebe praktično dosežete vse. In dodatnih hitrosti sploh ne boste tako opazili, razen če boste res ne vem kva loadali ali pa uploadali, recimo špile ali pa razne kolekcije, boh ved kakšnih filmčkov. Tako da ni treba izpolniti tistih par gigabyteov samo zato, da dobite 5G telefon. Pa pokritost je tudi dosti slabša, še vseeno kot pri 4G omrežju. Bila sva midva res v radiju tam 50 metrov od te bazne postaje, tako da sem zaradi tega tudi te više hitrosti, ker če bi bili del stran, sigurno ne bi bile take hitrosti. Je pa to dober začetek še vseeno. Te testi so nek pokazatelj dobrega začetka Telekoma in pokazatelj večjih stvari, ki jih lahko v naslednjih parih letih pričakujemo. Tako da jaz sem navdušen nad testi in pa tudi potencialom, ki ga ta tehnologija prinese s sabo. Ja, jaz tudi in ko mi čakam, kaj bo prinesla prihodnost, valjda. Tako da tudi, če vi ko mi čakate, potem prosim, da všečkate ta video in nam v komentarjih spodaj zaupate, če boste zaradi teh najnih ugotovitev premislili in nabavili 5G telefon, če boste zakupili paket s 5G opcijo. Pa vsaj opcijo se da. Vsakega komentarja valjda bova zelo vesela, tako kot zmeraj. Upava, da sem vam danes pokazala nekaj novega. Ta video je bil zelo poučen in zabaven tudi za naju. Tako da naročite se prosim na najin kanal. Upava, da ste uživali med prazniki. Upava, da se bodo ukrepi začetkom 2021 malo sprostili, ne veva pa ne za zihar. Ali pač? Tako da pogledajte si več v najinem zadnjem videu. Ostanite zdravi in se vidimo. Čau.